Pozdravljeni, zelo sem vesela, da lahko danes otvorimo tele naše pogovore na portalu Ona on odnosi, ker naša ekipa je res trdno odločena, da želimo polepšati vse naše odnose. In zato sem zelo vesela, da zraven sebe pozdravljam našo današnjo gostjo Petro Arnež Mohorič, ki je zelo prispevala k temu nastanku našega portala. In z njeno srčno energijo sem tudi sama spoznala marsikakšne stvari v svojem življenju na drugačen način in zato sem ji zelo hvaležna. Seveda pa sva tudi v poslovnem smislu sodelovali in je to najino prijateljstvo, to je sicer za kakšno drugo zgodbo, ne Petra? Kako se je najino prijateljstvo začelo. Ampak je to prijateljstvo botrovalo k temu, da sva tudi poslovno začrtali neke stvari v isto smer in če ne bi bilo Petre, če ne bi ona tako srčno verjela v to idejo in vztrajala in posnela tudi prvi tečaj, ki je na voljo seveda tudi na našem portalu, 2 celoti skupaj, potem bi se ta portal sigurno odvil v drugačni obliki in jaz sem neizmerno hvaležna za Petro, za njeno energijo, njeno ljubezen. To je res ena redkih žensk, ki jih poznam, da to ljubezen, ki jo ona sije, da to ni samo nekaj, kar ona govori, ampak da je to dejansko energija, s katero ona živi. Tokrat sem se že prepričala, ker jaz sem človek, ki gre bolj v globine, sem terapevt in nekako težje verjamem in sprejmem stvari, da je vse v afirmacijah in v pozitivnem razmišljanju. Ampak Petra me je že tokrat prepričala v to, kako res ljubezen spreminja naš svet in naše odnose. Petra. Čudovit napovednik, zdaj sem ostala brez besed. Hvala lepa za povabilo in za te lepe uvodne besede. Ja, vse je zelo res in tudi v bistvu si mi ti navdih s to svojo iskrenostjo, ki jo živiš. Mogoče, če mi lahko poveš nekaj o sebi oziroma o tem, kako si ti začela živeti to navdahnjeno življenje, ker pri tebi je res čutiti, da ne živiš samo nekaj, kar je naučeno, ampak da dejansko vse to, kar ti veš, prenašaš v prakso. Kako ti to uspeva? Ja, začela sem tako, kot vsi na začetku, s prvimi koraki. Nikoli ne moreš kar naenkrat imeti vse v rokah pa znati vse, ne. Tako da ja, korak za korakom in tako se je pol razvil. Sem pa vse, kar sem želela kdaj v prihodnosti tudi učiti ali pa motivirati druge, sem vedno najprej na sebi naredila, pa na svojih odnosih in povabila v svojo družino. In šele takrat, ko sem videla, da res nekaj deluje, da ni samo na papirju, takrat sem šele začela potem o tem govoriti tudi javno, ne. Ali skozi svoje programe, ali skozi svoje YouTube posnetke, ali skozi ta program 2 celoti skupaj. Tako da pot me je pa pripeljala, ja, definitivno. Na začetku bi rekla, mi je bilo bolj pomembno, kako navzven vse izgleda, ne. Tako je šla tudi moja pot kariere, najprej v 20 let v korporativnem svetu, kjer sem se ukvarjala z organizacijo dogodkov za zaposlene, kjer sem skrbela za to zadovoljstvo zaposlenih tako bolj navzven. Pa prav tako sem enkrat želela tudi biti sem stopila na podjetniško pot kot načrtovalka porok in sem se takrat tudi ukvarjala s pari, predvsem kako bojo navzunaj se bleščala, ne, kako lepo poroko, kako je prizorišče lepo, kako vse poteka tako, kot treba. Ampak življenje me je potem pripeljalo, da je pa veliko več na tem, kaj pa je noter. In tako sem jaz tudi začela svojo to pot, ko sem prvič čisto na enostaven način s knjigo Življenje je tvoje od Louise Hay, sem jo dobila v dar na poročno pred poroko, no. In ko sva z Gregorjem, z mojim možem, odšla se poročiti na Sejšele, sem jo prebrala in potem se je samo nadaljevalo še globje, vsaka knjiga, vsako učenje. In tako me je odpeljalo v Ameriko in na Irsko, kjer sem naredila licence za Heal Your Life program, ki je narejen po Louise Hay. In
potem se pa samo še stopnjuje ta transformacija oziroma to raziskovanje globin, tako kot si ti rekla, da obožuješ iti globje in tudi to je mene odpeljalo od tega navzven, iti na noter. In zdaj ta delo še bolj se mi zdi močno, zame. Meni je zelo fascinantno, da velikokrat slišim tudi pri svojih klientih, da govorijo o tem, kaj vse so v življenju dosegli, zgradili hiše, dosegli, diplome, izobrazbo, ne vem, kje vse dosežke v življenju, za katerimi se mnogi ženemo, ampak, ko sedijo tukaj pri meni, rečejo, ampak srečen pa nisem. Točno to. Jaz bi mogla biti srečna ali pa mogel biti srečen, ampak vse imam. Ker vse to imam. Ja, ker vse to imam, ampak ne čutim tega. In se počutijo krivi, da ne čutijo sreče, ker tako nekako velja, da če vse to imamo v življenju, pol bi pa mogli biti srečni. Ampak je problem glih to, da se ukvarjamo s temi zunanjimi stvarmi, ne pa sabo in s to svojo notranjostjo. Sigurno. Sej z zunanjimi stvarmi se bomo vedno ukvarjali, ker živimo v materialnem svetu in tukaj proti temu ne moremo. Ampak je pa zelo pomembno, da pa vsem gremo tudi v ta notranji svet. In vsak sicer na svoj način, ampak toliko je enih stvari, ki jih lahko zdaj vzamemo iz polic, bi jaz rekla, in začnemo delati na sebi. In tako potem pride do tega žara v očeh, do te pristne energije, ki jo vidiš tudi pri meni. To je plod tega, ko začneš noter sebe hraniti, noter delati na sebi, se Bože crkljati, tako kot ti vedno praviš, ker obožujem to. Takrat začneš sijati pol navzven, in takrat pol pridejo tudi taki lepi komentarji, kako ti siješ, kako si lepa, kako si vesela, srečna. In to je tisto, ko začneš noter živeti, potem se to kaže navzven. In zato je meni toliko pomemben motivirati zdaj ljudi, da grejo bolj v globino, sploh pa v tem digitalnem svetu, ki nas zdaj vse bombardira. Saj nič hudega danes, jaz sem vesela, ampak vseeno je pa važno, da znamo iti nazaj v tišino. To je tako, kot da bi v bistvu ves čas čakali, kdo me bo zalil to rožico, kdo bo mene zalil. Če pa se sami začnemo zalivati, pa naenkrat dobimo vso tisto energijo, ki jo rabimo, da zasijemo, da odrastemo v nekaj lepega. Saj je to dejansko tudi proces, ne gre od enkrat. Sigurno. Si naklonimo 5 minut in pa smo pa kar ne vem kaj. Ni to tako, je v ozadju en globi proces, ampak je pa to ena pot, ki nas lahko pelje k nečem lepšemu in in veš, kaj je najlepše tudi to, da ko enkrat začneš si to podarjati, pa dajati to ljubezen do sebe, nikoli več jo ne boš izpustil iz rok. Ne glede na to, kaj okolica naredi, ti se boš vedno nazaj vrnil k sebi. In jaz to zelo rada primerjam z učenjem kolesa, ker ti enkrat kolo znaš voziti, ga boš znal voziti zavedno. Tudi če ga vmes ne vem, koliko let ne boš mogel zaradi takih in drugačnih razlogov. In tako je tudi ljubezen do sebe, ki jo enkrat imaš, jo ne boš več spustil iz rok. Ker ne glede na to, kjer odnos se konča, vsi odnosi se lahko končajo, ampak ta naš odnos sami sabo se pa nikoli ne more končati, razen pol, ko gremo iz tega planeta. Ja, čeprav bom čisto iz prakse povedala, da veliko ljudi ne živi tega odnosa s sabo. Ja. Da pravzaprav sploh nimajo tega stika, da se sploh ne zavedajo sebe, ampak je njihova pozornost ves čas usmerjena, tako kot so rekli, navzven, na pričakovanja drugih ljudi, pozabljajo pa nase, sebe. Zato si pa ustvarila ta čudovit portal, kjer bo imel veliko strokovnjakov možnost naučiti to ljudi, naučiti to vožnjo s kolesom. In ko jo bojo enkrat znali, ne bojo nikoli več spustili. Petra, te povej, kako to, da si ti začela delati kot coachinja, ker to ni tvoj primarni poklic. Res je. Jaz, tako kot sem na začetku povedala, sem se ukvarjala večinoma z organizacijo dogodkov takih in drugačnih in zadovoljstvom zaposlenih. Potem pa me je vesolje, kaj ne rečem, situacija življenjska me je pripeljala do tega, da enostavno ni bilo več dovolj samo od zunaj graditi. Predvsem pa mogoče tudi, če se navežem čist na moje privat življenje, jaz sem vedno iskala neko popolnost v drugih, in tudi in sploh v mojih odnosih, intimnih odnosih, vedno sem iskala da me bo partner naredil celo. To je pa to, zakaj poimenujem vse svoje programe dve celoti skupaj, ker
velikrat je tako, mi ko vstopimo v odnos, vstopimo kot celota. Tudi že, ko se rodimo, ko se samo začne naše življenje razvijati znotraj maternice, ne, mi smo celota. Smo povezani z mamo, seveda, in ko pride ven, imamo to popkovino še, ampak ko jo prerežemo, to postane celota, ne, oseba. In kaj se zgodi največkrat v odnosih? Pa ne samo v intimnih odnosih, ampak tudi z odnos hčerka, mama, odnos brat, sestra, odnosi med prijateljicami. Ne? Se velikokrat zgodi to, da se želimo pomanjšati v polovičko in potem želimo, da druga oseba nas naredi celega. Da postane naša boljša polovica, ne, to rečemo. To ful velikokrat reče. In tudi jaz sem uporabljala ta izraz, danes pa vem, da ni temu tako. Zdaj, dokler to uporabljamo samo tako kot izraz, je v redu, teže je to, ker na to gor vežemo pričakovanja, ne? Da nas bo ta druga polovica izpolnila, usrečila, naredila naše življenje pomembno, smiselno. Ne? In v partnerskih odnosih je to, se mi zdi, zelo težko razmejiti, kje je naša odgovornost, kako mi zase poskrbimo, kje pa začeti pričakovati od partnerja, ker vsem pa odnos zahteva tudi neke kompromise, sodelovanje, neko povezanost. Ja. In recimo, točno to se je izrazilo v mojem življenju, zato res rada govorim o teh stvarih, ker prvi zakon, ločitev, potem še 2 odnosa, 3 popolnoma različni moški, jaz pa ista oseba, ne? Ampak povsod je šlo narobe, oziroma ne bom rekla narobe, za neko obdobje že v redu, ampak vse te izkušnje, da sem pridobila do danes. In zakaj se ni nič spremenilo, zakaj so bili vsi odnosi zelo podobni, čeprav so bili na drugi strani čist drugi ljudje, ki so bili tudi imeli druge karakterje, bili drugačni, in vizualno, in karakterno, in vse. Ja, zato, ker jaz sem bila una, ki sem želela stvari spremeniti. In ko sem jaz enkrat spremenila stvari, takrat je prišel pa v moje življenje moj mož Gregor in zdaj lahko živiva to 2 celoti skupaj. In to je prvič v življenju, ko živim tak odnos. Ker v resnici, dokler imamo fokus na drugih ali pa na zunanjih stvarih, probamo skozi njih popravljati, namesto ugotavljati, kaj je tisto v meni, kar me dela nesrečno, kaj je tisto v meni, kar me ne osrečuje ali pa ne izpopolnjuje, kaj lahko jaz naredim, da me bo ta svet osrečeval. Ker dokler gledamo, kaj je v drugih takega, da nas ne izpolnjuje, je en kup enih možnosti, da najdemo vse te napake, pomanjkljivosti. In da nismo nikoli dovolj dobri. Nikoli, ja. To je tisto, kar na vsakem coaching srečanju ali pa delavnicah pridemo vedno do istih odgovorov. Ljudje se nikoli ne počutimo dovolj dobri. A v bistvu mi smo najboljša verzija sebe. In sigurno z vsem učenjem, z vsem delom na sebi postajamo vsak dan tudi boljši v smislu za nas, ampak vse. Mi smo tako kot otrok, ki se rodi in mu rečeš najlepši otrok, najbolj popoln. To smo. Naj povem, da Petrin otrok na našem portalu je e-tečaj 2 celoti skupaj. Ta tečaj je tečaj za pare in ga zelo priporočam. In vsi, ki ste danes tukaj z nami, imate tudi do tega tečaja dostop. Tako da dajte si pogledati. Petra, tebe pa prosim, če lahko poveš malo več o tem programu. Zdaj, ta tečaj sem si zamislila tako, da na začetku predvsem raziskuješ sam sebe. Čeprav sta pa s partnerjem skupaj, oziroma na prvi polovici oziroma prvem delu še vedno sta dost narazen, ampak vedno se pa prideta potem pogovoriti na tem skupnem zmenku in debatirata o teh svojih stvarih. Ampak tako kot odnos, najprej se začne pri samu sebi, potem pa počasi stopnjuje, da začneta pol na koncu pa delati skupaj. In to se mi zdi tako super priložnost za grajenje lepih odnosov. Jaz sem ta tečaj testirala z mojim možem in naj jo je res tako zbližal, še bolj, ker sva bila. Tako, se mi zdi, da sva si res vzela čas in Gregor je tudi pol večkrat pokomentiral, tudi kakšen video sva posnela na to temo, kako mu je bilo fajn, ker sva si vzela čas, ker sva bila skupaj, te zmenki so mu bili zelo všeč, ker so naj vrnili nazaj na tiste začetke, ker si vedno vzamemo čas, potem pa nekako nam spolzi to iz rok.
In meni je bilo pa predvsem pomembno to, da sem jaz njega slišala, ne, da sem res slišala, kaj recimo je bilo nekaj, kar bi pričakoval od mene, ali pa bi si želel, da kako jaz lahko postanem še boljša žena, kako sem jaz lahko boljši doprinos najinemu zakonu. Ne. In to ne vprašaš kar tako vsak dan, ne. In ta tečaj te pa ravno popelje na to. Plus, da je super, ker je narejen v 6 delih, to se pravi 6 tednov, čeprav se kdaj tudi zavleče kaj, ne, pa imamo kakšne zunanje okoliščine in to je pa glihi tečaj odlična priložnost, da lahko pa čez 14 dni recimo, ne, naredimo kakšno nalogo ali pa tako. In se mi zdi, da je v tistih 6 tednih res se vse vrtilo okrog tega najinega odnosa, kar je pa najlepše, da to ni zamrlo tudi pol kasneje. Ne. Veliko stvari iz tega tečaja, ki sva prav dobila, še danes žarijo v najini vezi. No. Ja, tečaj je res super narejen. Se mi zdi predvsem fajn ali pa tako ena dodana vrednost tega, da se moraš najprej osredotočiti nase in da šele potem, ko si ti v bistvu celota, lahko gradiš še nekaj večjega, ne? Še z nekom, ki je tudi predan in je tudi celota zase in lahko skupaj pol rasteta. Naj povem, da drugače Petra, ne, jaz sem z njo spoznala, ne da sem z njo spoznala coaching, sem ga poznala že prej, ampak sem imela kot terapevtka, ne, mogoče en tak odpor do tega, se mi je zdelo, da je to vse preveč tako površinsko, da je coaching preveč usmerjen samo neke cilje, da ne upošteva naše globine in vsega tega, kar se z nami dogaja ali pa se je dogajalo že v preteklosti. Ampak s Petro sem uspela spremeniti svoje mnenje in jaz sem njen coaching poimenovala kot ljubeči coaching, ker je res toliko ene ljubezni čutiti v njenem delu in Luiska bi bila najbolj srečna, če bi bila še živa. Zato, ker, da to sliši, ker res je razlika med Heal Your Life coachingom in to se pravi, hotela sem reči v angleščini, normalnimi coachingi, čeprav vsi imajo pač svoj namen, sigurno. Ne? Res je. Pri Heal Your Life je samo ta specifika oziroma, da res ni obsojanja, da je tako vse z ljubeznijo narejen, da je da se sprejmeš zdaj v tem trenutku takšnega, kot si, seveda pa strmiš tudi k napredovanju, ampak vseeno je tista ljubezen do sebe ključna. In jaz sem pa še to skozi ta program Dve celoti skupaj povezala, da res partnerji oziroma tudi v drugih odnosih, kot smo recimo z otroci ali pa z prijatelji oziroma na poslovnem področju, da lahko tudi skupaj spoznavajo. Ne? Ker mi je najhujše včasih tako, ko vidim, koliko je zdaj na tržišču veliko stvari za recimo žensko populacijo, veliko retritov, veliko teh dogodkov, vseh programov, vse je nekako usmerjeno zdaj v žensko energijo. Ne? Jaz pa bi rada, da vsi imamo veliko od tega. Ne? In se mi zdi, da ravno v tem programu pa nagovarjamo tudi moške. In kot par in sploh čez ta zabava načina. Ne? V tem tečaju je res ravno to, no? Ta zabavnost, da ni zdaj nekaj dol se bom usedel in zdaj moram neko nalogo narediti, to neka težina, ampak da je to nekaj lepega. Da je lahko nekaj lahkotnega, tudi odnosa. Ne? Točno to. Kar to čez leta kar pozabimo. Ja. Se mi zdi ena taka lušna kombinacija naju dveh, ker jaz kot terapevtka tudi veliko delam s pari, ti kot coachinja na en drugačen način, ampak vsem se nekaj prepletava. Definitivno. In moram to povedati, no, ker Eva je bila inspiracija zame, čista inspiracija, da sem jaz sploh začela razmišljati o programih za pare. In ker je Eva videla, kako to moje delo deluje, je potem rekla, kaj če bi ti naredila ta tečaj, in jaz sem bila čisto vzhičena, da je strokovnjakinja s dolgoletnimi izkušnjami pomislila na to in tudi prepletla coaching in psihoterapijo, kar se mi je zdelo fantastično. In evo, zaradi tebe je nastala tudi ta moja poslovna pot. No, in sem res srečna. Kar bi pa res še poudarila je pa to, da jaz sem rekla, da to bo moja služba do konca življenja. Zakaj? Ker želim živeti najlepše odnose, dokler izdihnem. In to se mi zdi, da sploh to, kar delam, skozi vnašam tudi v najin zakon z Gregorjem, in v odnose z otroci, vnuke bom lahko v tem. In skozi vsako stranko, ki pride, se jaz naučim nekaj novega za sebe in to je najlepša služba.
Ja, res je, ena konstantna rast, saj povsod, v vsakem odnosu. Če smo na to pripravljeni. Če ne, pridejo pa lekcije. Tako. Še ena stvar, Petra, za kar si me ti navdušila, je koncept 5 jezikov ljubezni. Jaz sem oseba, ki se zelo težko rangira znotraj določenih kategorij ali pa uvrstim v samo eno stvar, in 5 jezikov ljubezni, tisti, ki poznate, veste, da gre za 5 različnih konceptov in za vsako osebo, se boš ti več povedala, ampak za vsako osebo naj bi ena ta smer prevladala. In jaz se zmeraj najdem v vseh 5 konceptih, tako da jaz dokler nisem spoznala Petre, res nisem bila fan tega, ampak Petra, te prosim, povej še drugim, s čim si ti mene navdušila, zakaj je ta koncept 5 jezikov ljubezni toliko nekaj neverjetnega? Jaz sem spet to prenesla najprej v svoje odnose, v odnose doma z Gregorjem, z otroci, s starši mojimi in na poslovnem področju. Takrat sem še delovala v tem podjetju, ki sem skrbela za zadovoljstvo zaposlenih in sem tudi začela to vnašati v te moje odnose v službi. In sem res videla fantastične rezultate. Zakaj? Ker ljudje si znamo pokazati, da se imamo radi oziroma da se cenimo. Ampak v večini primerov pa pokažemo na nek drug način, kot bi pa druga oseba želela ali pa slišala. In to je dr. Gary Chapman iz Amerike, znan psihoterapevt, po 20 letih svojega dela se usedel dol, vzel vse zapiske in je rekel, pa vsem tem težavam je skupno eno, da se enostavno ne začutijo, ne zaslišijo in potem pride do tega prepada. In res sem jaz to videla tudi pri sebi, kako je majhne spremembe, kako so v mojem zakonu prinesle velike spremembe. Zdaj bom delila en primer. Recimo, jaz imam jutranjo rutino, vsak dan vstanem ob 5 in imam čas zase in potem pridem dol v dnevno sobo, kjer Gregor pije kavico. In včasih, ker jaz nisem se toliko poglabljala v ta koncept 5 jezikov ljubezni, sem jaz, ko je on pil kavico, jaz zraven obešala oblačila, potem sem kuhala kosilo, pripravljala kakšne stvari za čez dan in tako in sem rekla, sej to je dovolj. Da sem jaz zraven v prostoru, to je dovolj. Ko sem pa začela to proučevati, njegov jezik ljubezni primarni, ta, ki ga najbolj on govori, je posvečen čas. To pomeni, da res rad vidi, da nekdo posveti njemu čas. In ko sem šla ta koncept proučevati, sem videla, kaj je, če si eno stvar zapomnite od tega jezika ljubezni, je to, da res kvalitetno posvetite čas. Nima veze, koliko časa boste posvetili, ampak da bo ta res kakovosten čas. In na tem primeru, jaz sem pa rekla, torej, jaz se bom usedla k Gregorju nasprot, ko on pije kavico, ga poslušala, ga vprašala, kaj je v njegovem dnevu in tudi, če je bilo to 5-10 minut, to je to. To je bilo za njega tako bogatstvo, da sem jaz njemu pokazala neko spoštovanje, da ga cenim, da cenim ta najin čas zraven, najin čas med sabo, tudi če je bilo to 5 minut na dan. No in še en drug primer, isto v relaciji z mojim možem. Ko je on v septembru odšel na Nizozemsko na tekmovanje supanja, je odšel sam. Težko je odšel sam, hotel je, da grem z njim, ampak jaz zaradi poslovnih stvari nisem mogla iti. In sem začela razmišljati, kako bi jaz zdaj njemu pokazala, govorila ta njegov jezik ljubezni, če je on toliko daleč stran. On je bil 1000 kilometrov stran od mene cel teden. In sem pa rekla, kaj zdaj lahko delam? In sem mu poslala večkrat sporočilo, poslala sem mu glasovno sporočilo, potem sem mu večkrat poslala kakšno sliko, pa sem mu večkrat povedala, kaj otroci doma delajo, kako je potekal moj dan, njega sem skozi sprašala, kako pa si zdaj, kakšna je bila tekma, pa slišala sva se večkrat pa tako. No, in ko je on prišel domov po enem tednu, je bilo prvič v življenju, odkar sva skupaj, vedno mi je rekel, koliko sem te pogrešal, koliko bi rad, da si z mano in tako. Zdaj mi je pa prvič rekel, a veš, da te nisem pogrešal, ker sem imel občutek, da si skozi z mano. In jaz sem točno to
čutila že v samem tednu, da jaz njemu dajem ogromno, meni pa ni bilo težko. Kljub temu, da sem imela veliko svojih zadolžitev, ampak vsem, jaz sem si vzela vmes čas takrat kvaliteten. To so bili kratki intervali, ampak takrat so bili učinkoviti, direktni. Veliko lažje si je vzeti ta čas, če točno veš, kaj delaš in da bo iz te pozornosti, iz tega posvečenega časa dejansko nek rezultat. Ne? Ker če se mi sam trudimo in nekaj ugibamo in naredimo 1001 stvar za partnerja, on pa konc dneva reče, kaj, nič nisem videl, nič ne vem, nič nisem slišal. Ne, te začne frustrirati, jeziti, se počutiš kaj, samoumevnega, spregledanega. Vsi imamo radi, da naše delo ima nek rezultat, tudi v partnerstvu. Točno to. Ne? In tudi v poslovnem okolju so podobne zgodbe. Recimo imaš rečemo v enem oddelku, kadrovska služba, rečemo imaš 2 zaposleni, ena zelo rada sliši pohvale, recimo, da je njen primarni jezik ljubezni besede potrditve, druga ima pa rada usluge. In vsaka, dokler ne poznata tega koncepta malo bolj v globino, skozi delavnice pa skozi ta tečaj, bo govorila bolj svoj jezik ljubezni. Torej, ta z uslugami bo njej skozi prinesla kakšno stvar, ali bo kavico skuhala, ali bo namesto nje naredila kakšno delo, pa tako. Ta oseba, ki pa govori pohvale, pa ne bo videla toliko dodane vrednosti v tem, če ne bo nikoli slišala, kako si ti odlična delavka, kako ti res to delaš predano, kako se jaz lahko od tebe naučim. In ker pa po pohvalah je pomembno, da so čim bolj specifične, da niso take generalne. In evo, tudi pri darilih, pri vsem verjetno, želimo začutiti, da je to res za nas, da je nekdo nas videl, začutil in nam dal, da ni to spet nekaj generičnega, nekaj, ki kupimo bone. Tako. In jaz te čisto razumem, Iva, ko si prej omenila, da nisi nekako začutila tega koncepta. Te razumem, veš zakaj? Zato, ker vsi govorimo vseh 5 jezikov ljubezni. Tudi jaz, Gregor, meni vsega 18 v mesecu prinese rdečo vrtnico. Evo, romantik na vrhuncu. Ampak, meni ta vrtnica res veliko pomeni tako, ker je to konstantna, ker je to neko, ne vem, pač od začetka. Če pa bi izbirala med, ali mi več pomeni, da on meni enkrat na teden pospravi kopalnico doma in meni odvzame neko delo, ali pa mi prinese vrtnico, bi izbrala kopalnico, ker je moj jezik ljubezni so usluge. To ne pomeni, da nam vsi ne pomenijo neki, ampak nek pa prevladuje. In če nikoli tega ne govorimo, potem lahko odnos trpi zaradi tega. In tukaj to je samo sredstvo, da so naši odnosi lahko še boljši zaradi teh stvari, ki jih potem vnesemo v svoje življenje. Če se razumemo, ker velikokrat se pa zgrešimo v teh naših namerah, ker vem, da tako nekako v povprečju bi rekla, da moški govorijo bolj ta jezik uslug, da radi naredijo neko uslugo, sploh če si mu blizu, ti bojo hoteli nekaj narediti, nekaj pripraviti, nekaj odnesti, kakšno stvar. Medtem, ko ženske pa velikokrat rabimo neko potrditev oziroma besedo, slišati, da nas ima nekdo rad, da je z nami, da smo mu všeč, da je prijetno z nami. In to je velikokrat ta razlika, ki se kaže, ko ženske sprašujemo, a me imaš čisto kaj rad, in pa moški reče, že, ne vem, lani sem ti povedal, moram to res kar naprej ponavljati. Se ni nič spremenilo. Ampak mi pa to rabimo slišati, Sej nekje je tudi obrjeno, tudi v drugačnih oblikah je to možno, ampak ni tako pogojeno s spolom, je pa sigurno v večji, če bi gledali statistično, jaz sicer zdaj ne moram odgovoriti na to vprašanje, ampak če bi gledali statistično, verjetno bi bilo več žensk, ki bi imele besede potrditve. Par meni recimo, jaz imam na prvem mestu usluge, na drugem mestu pa dotik, tako da par meni z objemom narediš vse. Pa s kopalnico počiščeno. To bo še koga prestrašila. Ja. Naj povem, da jaz tukaj spremljam vaše komentarje, vaše vprašanja in ste vabljeni, da našo strokovnjakinjo v živo karkoli vprašate ali karkoli komentirate, zaradi tega, ker jaz mislim, da vam bo z veseljem odgovorila. Jaz jo sicer že poznam, pa imam tudi možnost kaj vprašati, ampak tukaj je res
ta namen, da imate vi stik z njo. Tako da, če je kakršnokoli vprašanje, kakršnokoli želja, komentar, prosim napište, jaz skozi berem in spremljam. Super. Petra, bi te prosila, če lahko še malo poveš o teh jezikih ljubezni v delovnem okolju. V poslovnem okolju. Ker ti tudi delaš coachinge v poslovnih okoljih, a ne? In pa delavnice, te kratke delavnice in sploh rada uporabljam ta koncept 5 jezikov hvaležnosti. Tukaj je bila napisana prav knjiga za poslovno okolje, zelo podobna, ne, saj gre za 5 jezikov ljubezni, ampak vsem, da nismo tako sladki v delovnem okolju, so si tudi verjetno izbrali ta drug naziv. No. Ampak gre predvsem za to, da tudi po eni raziskavi, se zdaj spomnim nekih 85% vprašanih je rekel v tej raziskavi, da si želi sam, da bi bili na delovnem mestu cenjeni. In točno to, če jim ti daš pravi način, da jim pokažeš, kako jih ceniš, potem imaš zadovoljenega zaposlenega, ni vse samo v plači in v denarju, tudi je sigurno veliko, se na koncu vsi moramo plačati račune, ampak vse gre za to, da se ta človek počuti cenjenega. In če je nekdo v poslovnem okolju, to se pravi v tej skupini, recimo, ki govori besede potrditve in nikoli ne sliši nobene pohvale, ker pa ljudje v njegovi ekipi se tega niso naučili doma, skozi otroštvo, ali pa jim to je čist na zadnjem seznamu od jezikov ljubezni, ne, potem ta človek ne bo zadovoljen. Tudi če ga bodo še tako zasipali z nagradami in z drugimi bonitetami. Ne. In to, ko to spoznaš, da v bistvu ti lahko začneš graditi odnose tudi na službenem področju s takimi koncepti, to je nekaj najlepšega. Pa tudi ne samo, zdaj kdo mogoče razmišlja, kako naj jaz direktorja pripravim do tega, da bo on tako z nami delal, ampak v bistvu tudi znotraj ekipe, da lahko svoji sodelavki rečeš nekaj, kar veš, da bo njej veliko pomenilo, ali pa nekaj narediš, ali pa velikokrat slišim tudi ljudi, ki pridejo izgoreli, vse sem tam naredila, ali pa ne vem, dobiš še pol odpoved in ti ni jasno, kako. Ampak koliko je res bistveno vprašati, kaj človek sploh rabi. Ne samo v delovnem okolju ali pa partnerstvu, ali pa ne vem, ampak posod, kjere potrebe zapolnjujemo svoje. Točno. Ali njihove, Ja, točno to. In tudi je lepo to, ko v poslovnem okolju, velikokrat se direktorji ustrašijo ali pa neki odločevalci, tudi v kadrovski službi, zdaj pa, če jim bomo mi to povedali, bodo pa oni pričakovali. Ampak ne, glih tudi jaz na delavnici prav poudaram, da bistvo je, da mi začnemo govoriti jezike ljubezni najprej, in da mi začnemo ljudi opazovati. Jaz tudi povem na teh delavnicah, kako če ne rešijo kviza, kako nekako opaziš, kateri jezik govorijo, recimo. In potem, da ti začneš za druge govoriti, ne da zdaj pričakuješ, da bojo takoj oni tepa. In to je tisto najlepše, ker v bistvu jih naučiš sprejemati odgovornost. In jaz sem mnenja, res 20 let imam izkušnje v grajenju zadovoljstva zaposlenih, da prav vsak v delovnem okolju lahko zgradi najlepše odnose in najlepše okolje, če si samo to želi. Tako da, to je moje poslanstvo v podjetju. V bistvu, v kateremkoli okolju imaš ti poslanstvo opominjati nase, da se vsa ljubezen začne pri nas. Petra, mi da so dobile že eno vprašanje, en komentar, da so super. Me veseli, da vam je všeč. In pa eno vprašanje, kaj če partner ni pripravljen sprejemati oziroma vračati tega jezika ljubezni, ki ga jaz dajem. Odlično, glih se navezuje na to, kar sem govorila za poslovno okolje, zdaj pa se preselimo najprej malo v domačo hišo. Zato jaz res nagovarjam vse, da pridete v paru ali pa tudi tako v drugih odnosih, kaj ste. Zakaj? Zato, ker če istočasno slišita obe osebi, ne bo se zgodilo to, kar sem jaz velikokrat delala. Šla sem na kakšno delavnico, prišla domov in vse postrojila doma. Zdaj bomo pa takole. In seveda to ni delovalo. Niso bili toliko navdušeni. Ne, kakor jaz nikoli. Zato tudi delam zdaj delavnice in dogodke veliko za pare. Mislim, tudi
In ostale. No. Vedno rečem, kaj je kakšna delavnica na to temo 5 jezikov ljubezni, pridite v teh, ki ste v odnosih, ali pa s prijateljico, ali pa pač hčerka, sin, kakorkoli. Mislim, hčerka, mama, sin, oče, kjerkoli odnos. Točno to je. Ampak, če pa pride oseba sama, ker tudi jaz delam coachinge individualno s posamezniki. Zakaj? Zato, ker ti zasadiš seme in ti najprej začneš ta jezik ljubezni govoriti ti. In sem prepričana, da ko ti res vložiš trud in govoriš jezik ljubezni, ko čutiš, da ga neka oseba, ki bi imela rada z njo, ki bi imel rad z njo lep odnos, da se ti trudiš na ta način, ta oseba ne bo zgradila zida pri tebi, ampak ga bo počasi podirala in bo videla, on res mene ceni. On res mene ceni. In pol bo začela nazaj to energijo dajati. Tako ali pa drugače. Ker najslabše je res to, da ko mi nekaj se naučimo, da bomo pa zdaj hoteli direkt, da ona oseba zdaj nam to daje na silo. Jaz sem sicer za to, da poveš osebi, ker jezik ljubezni je. Jaz sem to tudi naredila doma. Sem rekla, lejte, moj jezik ljubezni je usluge, primarni. Tako da jaz sem zelo vesela, kadar mi kdo kaj pomaga. Ali pa, kad me kdo kaj vpraša. Pri službah je zelo pomembno, da ti človeka vprašaš, a ti lahko kaj pomagam. In to je zame najlepše vprašanje. Tako da se mi zdi, da to je tisto. No? Ti najprej daješ spet ven, pa ti najprej daješ sebi tudi. Tudi jezike ljubezni. Evo še en primer iz moje spalnice. Ti rada govoriš o intimi, pa evo, še ena stvar. Recimo, moj drugi jezik ljubezni, zelo na visokem, je tudi dotika. In jaz bi vse dala, da bi tako zaspala v objemu. Gregorju to ni jezik ljubezni, seveda me bo z veseljem objel, ampak čez 2 minute bo pa hitro, meni je vroče, meni to menuna, in se pa obrne na drugo stran. In jaz zdaj, ko vem to, ni več neke zamere ali pa pričakovanj, ampak jaz pa sem sebe tako kdaj objamem. Tako da to je tisto, kar pa hočem reči, da lahko si vi sebi dajete ta jezik ljubezni. Začnite pri sebi. To se mi zdi. Tokrat to pričakujemo in čakamo od drugega in dajemo fokus na vzven, spet to, kar smo govorili. Pozabljamo pa nase, da v bistvu je vsa moč v naših rokah, da ne rabimo čakati, da bo nekdo nam to doprinesel. Pa tudi, če se že nasplošno to zavedamo, v partnerstvu se pa tako hitro zgubi ta meja, kje kaj pričakovati, kje ne, kje lahko še zmeraj sebi damo, da v bistvu tudi znotraj partnerstva lahko ostajamo kot celota. In to je tudi v tem tečaju, veliko povedanega o teh pričakovanjih. Tečaj je tudi tako zastavljen, da imate vedno moj nagovor, kratek, ni neke dolgovezanja. Res je super, pa naloge na koncu. Pa so malo naloge, delovni zvezek, zmenki, tako ljubezensko delo do sebe, ki si ga vsak od partnerjev da, tako da se mi zdi to res fajn. Ampak Petra, je pa pomembno tudi, da se v bistvu najprej mi poznamo, ker če mi ne vemo, kjer je naš jezik ljubezni, ali pa se nam samo zdi, kjer bi bil naš jezik ljubezni, pa nam pa nekdo proba na ta način ugoditi, pa ugotovimo, mogoče sploh ni to toliko naš jezik ljubezni. V bistvu je res najbolj pomembno, da znamo sebe začutiti, če hočemo to tudi skomunicirati navzven. Točno to. In vedno je to pravilo, kaj daš, to dobiš. In tisto, kar daš sebi, boš to dobil zase. In tisto, kar daš ti v odnos drugemu človeku, to se še malo navezuje na tisto vprašanje prej, ki si me vprašal, oziroma od poslušalke oziroma poslušalca, ki je rekel, kaj pa če drugi ne govori. Ampak vi, če boste dajali to ven, ni ga vraga, da ne bo prišlo nazaj. Ta lepa pozitivna energija. Jaz to verjamem, se mi pa zdi, da včasih zmanjka te energije, ali pa da vsi imamo kdaj kakšen slab dan, slabše obdobje. In takrat rečeš, ali pa pride od nekje odzad, ne vem, neka potreba, neka jeza, ki rečeš, pa dobra, je lahko zdaj že to kdaj vrneno. Saj delam iz ljubezni in je fajn, da ti lahko dajem, ampak zdaj bi pa še jaz kaj imela. A veš, Eva, tudi tako je pomembno, ko ti začneš res dajati sebi ljubezen.
Potem pa pridemo na tvojo temo, toksični odnosi. Ne? In takrat, ko ti daš resnično vse ljubezen, takrat ne boš več v toksičnih odnosih. Ne? In sigurno nismo tukaj zato, da bi rekli, ustrajte do konca, ne glede na to, kaj se dogaja za 4 stenami, ampak smo ziher pa zato tukaj, da rečemo, da ljubezen do sebe te bo pripeljala vedno do cilja in do tazga, ki si ga vsi zaslužimo. Ja, lepo si to povedala, ampak nismo še konec. Ja, ni bil to zaključek. Ja, se mi zdi, vseeno to vedeti ali pa poznati sebe, eno tako dobro izhodišče, Definitivno. Za kjerkoli. Zato tudi v tem tečaju ravno začetek je ta nagovor, katera celota si ti, da se najprej začneš spoznavati sam sebe, ker velikrat je glih to, briga me za mene, bom vse naredil za drugo osebo. Velikrat je to, ja. In pol pride da se zgubijo te meje. Ja. A imaš kakšen primer iz prakse, ki veš, da je 5 jezikov ljubezni dejansko prinesel neko spremembo? Definitivno veliko že primerov, najrajš pa vsem povem svoje primere, zato ker se mi zdi, da ljudje prvi začutijo to, da je to resnično. Recimo en primer iz čist moje primarne družine. Moj oče govori jezik ljubezni usluge. Ni nikoli kviza rešil, ampak vam kar skoraj garantiram, da ga govori. In jaz ga govorim. In jaz sem, dokler nisem poznala tega koncepta bolj v globino, sem včasih, kljub temu, da je to moj primarni jezik, začutila, kakor da bi on, včasih je bilo kar eno izkoriščanje v bistvu, v smislu, zdaj sem pa sem tako dobra, kaj treba kaj narediti. Kljub temu, da sem jaz podobno delala njemu, vedno sem ga takrat poklicala, ker sem kaj ga rabila ali pa tako. Ko sem pa jaz dojela, da gre to za to, da tako midva en drugmu izkazujeva naklonjenost in ljubezen in da se razumeva tako, takrat pa ni bilo več nekega obtoževanja ali pa nekih pričakovanj. Takrat sem pa jaz sam vedela in isto ima na drugem mestu objem, oziroma dotik, in isto vedno, ko me pa objame, je pa tako, kot da bi mi cel mesec govoril, koliko me ima. Tako da res je, tukaj je ta primer, se mi zdi najbolj tako specifičen, da lahko začutite, tudi poslušalci pa poslušalke, da enostavno, ko ti dojamaš, kateri jezik ljubezni govori ali pa je primaren, potem začneš razumeti, zakaj on pa ne more meni povedati, recimo, če bi jaz kdaj rada slišala. Pa tudi naenkrat spoznaš, da v bistvu on te mara, samo to, da ne pokaže na tak način, kot ti pričakuješ, ali pa imamo neko idejo. Ali pa je to kar nek napisan, da bi zdaj on mogel meni reči, da me mara, pa da ne vem, kaj je ponosa name, pa to. Ampak ne, jaz sem pa to videla, recimo, ko sva z Gregorjem delala hišo, on je mizar, on je nama naredil komplet pohištvo po meri za celo hišo, za ston. Tako da, pa vem, da verjetno ni bilo kar tako, nabaviti material, pa delavci so delali pa vse. Ampak tako je on meni resnično hotel pokazati za celo življenje nazaj in naprej, koliko me ima rad. In ko sem jaz to začela proučevati, sem res to dojela in ni bilo več pričakovanj drugačnih. Pa spremenimo sliko vseb, ker prej skozi, to je ta fokus, dajemo navzven in čakamo, da nam bo nekdo dal to potrditev, ko pa mi to zamenjamo in se v bistvu vsebno sprijaznimo in rečemo, pa se ta oseba nas ima rada. Točno to. In kar naenkrat je cel kup potrditev, ker začnemo dojemati, da ima drugačen način, ugotoviš, noro, on meni, ne vem, tedensko pokaže, koliko me ima rad. In to je nekaj najlepšega. In to je res spremenil odnos, ki si me prej vprašala. Zato sem dala ta primer iz svojega življenja, ker se mi zdi, da takrat ljudje res začutijo, da je to pristno. Pa tudi zavezani smo k molčečnosti od naših strank, ampak vsem. Tukaj se mi zdi pa čisti pokazatelj, kako sem jaz, kljub temu, da sem govorila jezik ljubezni usluge, tudi sama in da sem razumela, ampak vsem, dokler nisem tega koncepta malo bolj slišala, nisem vedela, da on meni res ogromno kaže, kako me ceni, kako me ima rad. Ampak na ta svoj način. Petra, jaz sem tudi drugače dala čez tvoj coaching program. In da mi povej, koliko je pomembno, da ljudje postavljamo zdrave meje. Da znamo reči ne. Če bi zdaj rekla od 1 do 10, 10. Sigurno. In
To je, se mi zdi, nekaj najtežjega na začetku, bova rekli tako. Ne bova rekli globalno najtežjega, ker pa bo vedno to ostalo pri tem, da je najtežje. Ampak ni, na začetku je tudi težko. Se spomniš tudi, ko sva midve bile, ko sva šle čez ta coaching program in si tudi ti dobila to vajo, da to ni lahko, pa ti si že skozi svoje delo in kad toliko let delaš na sebi, si zelo zaveščena in veš, da je to nujno potrebno, ampak je pa treba, da to v prakso je pa težko. Predvsem težko zato, ker moja vaja vsebuje to, da ne smeš povedati, zakaj ne, da samo rečeš ne in tako, z ljubeznijo sicer, ampak to je to. In ja, definitivno je to ena res sestavina za dober odnos, predvsem najprej sam s sabo, ker ti si prišel na ta svet živeti svoje življenje. Ne glede na to, koliko ljudi te obkroža in koliko ljudi prihaja in odhaja iz tvojega življenja, ampak ti si prišel samo svoje življenje živeti. In če ne rečeš ne nikoli, potem ne živiš svojega življenja in boš mogel priti nazaj z drugimi izkušnjami. Tako da definitivno je to pomembna stvar in se jo da naučiti. V bistvu zelo težko smo celota, če nimamo razmejitev oziroma meje. In mejo postavljamo tudi z besedo ne. Ja, točno to. Petra, imaš pa, Maja, še en program? Ja, tako, dogodek. Lahko povabim vse poslušalke in poslušalce tega portala, gledalce in gledalke. Združili smo se 3 strokovnjaki in to je moja malenkost, potem moj mož Gregor, ki je inštruktor supanja in najin plesni učitelj bačate, Matej Pritikal. Ker smo želeli narediti res ekskluziven, poseben dogodek, tazga še ni v Sloveniji, niti ne vem, če v tujini, kjer bodo pari doživeli to, da se bodo naučili malo plesati, bačate. Tudi, če nikoli v življenju niso naredili plesnega koraka, ker to me zdaj velikrat sprašujejo, pa ne znam plesati, pa ne morem tako, ampak vse glih to je beautiful. Potem bodo malo supali, tako da imaš športa vmes, pa mi bomo naredili kakšno lepo delavnico. In se mi zdi, da v teh 3 dneh bodo pari res dobili ogromno. V Crikvenici bo to v čudovitem hotelu in ne glede na to, ker jezik ljubezni govorite, bomo govorili vaš jezik ljubezni, ker če sam na hitro povem, to se pravi, posvetili si boste čas en drugmu, pari med sabo. Potem dobili boste darilo, ker boste 3 dni tam imeli nidani stvari in lepih vsebin. Potem boste dobili en kup pohval in spodbudnih besed, sigurno, usluge, ker vam bodo kuhali najboljši kuharji v hotelu. In kaj sem še pozabila? Še eden je dotik, seveda, bačata, dotikali se bomo kar veliko. Tako da vse jezike bomo govorili čez ta dogodek. Petra, ti v bistvu pri svojem delu tudi pri strankah upoštevaš te jezike ljubezni, ne? Ja, zelo hitro znam prepoznati, se kdaj tudi zmotam, seveda, ne me narobe razumeti, ampak zelo hitro znam prepoznati, kaj je nekomu pomembno, Tudi vidim, a veste, da vam eno skrivnost že zdaj razkrijem, izdam. Kako ugotoviti, kateri jezik ljubezni govori človek, ki ni rešil kviza pred vami, Definitivno, kaj on govori, ker on, če vas skozi objema, sigurno govori jezik ljubezni dotik. Če vam piše lepe maile, polne take specifičnih pohval, bo to besede potrditve in tako naprej. In ko ti vidiš, da ti nekdo to daje, potem je najlepše to dati nazaj. In točno veš, da si že tam, Tako da... Pa kako še ugotoviti, to bomo pa razkrili. Ne smeš vsega povedati. Seveda. Te različne pristope kombiniraš predvsem, kar delaš, 2 celoti skupaj in 5 jezikov ljubezni. In še 3. sestavina je pa 5 jezikov odpuščanja. Tukaj gre pa za opravičila, da res opravičilo postane tista stvar, ki... To je sigurno drži odnos skupaj. In tukaj imamo isto 5 konceptov, tako da je zelo zanimivo slišati tudi to. Ja, definitivno kombiniram vse te 3 pristope skozi celotne moje programe. In se mi zdi, da
In to možnost imamo, da če ljudje niso navajeni delati na sebi najprej, jaz lahko začnem najprej z jeziki ljubezni, ker ljudje so velikrat bi vse za druge naredili. Ja, pa vse bi za druge naredili. In tukaj začnemo v bistvu to, da najprej za druge delamo. Po jih pa jaz počas speljem na ta začetek. No. Ampak se mi zdi, da v tečaju mi je pa ravno to všeč, ker to, kar skozi zagovarjamo, neko na začetek, dajmo sebe najprej, pa vnesti to v odnose. Petra, kaj bi svetovala nekomu, ki želi najti trenutno eno ravnovesje v svojih odnosih in življenju? Zdaj, če bi me vprašala ravnovesje, tako kot radi reče v tujini life-work balance, bi rekla, tako kot moja trenerka reče, in se jaz vedno tako smejim, da je to bullshit. Da mi smo eno bitje, in smo, recimo, jaz sem Petra in sem mama in sem podjetnica in sem ena. Ni tukaj razdaljevanja na eno ali drugo. Definitivno bi svetovala to, da ko se začneš ozirati vase in se začneš ukvarjati sam s sabo in z odgovornostjo za vse, kar narediš, kar rečeš, takrat, to je začetek. To je sigurno začetek, da se bo tvoje življenje začelo res obračati v ono pravo smer, v nekaj zadovoljstvo. Zakaj? Zadnjič sem tudi napisala en blog, kako bi bilo lahko vsak dan dopusta. Pa to ne mislim v takem romantičnem smislu, ampak tisto res, kaj lahko jaz naredim, da je vsak dan moj dan. Moj dan. Da poskrbiš zase. Točno to. In sam s sabo boš celo življenje. To je edini odnos, ki traja od začetka do konca. Nobeni drugi odnosi ne trajajo. Čeprav jaz bi mogoče tukaj podelila še svojo izkušnjo, ker zelo sem pač navdušena nad tem, da se čedalje več uči v tej lahkotnosti, da življenje je itak tudi pozitivno. Ampak vem, da dokler sem sama imela neke težke zgodbe oziroma težke zgodbe mi bojo ostale, ampak da se z njimi nisem soočila, pa jih nisem predelala, je bilo meni zelo težko razmišljati o nečem pozitivnem ali pa razmišljati o nekem pristopu, poglej lahkotno na življenje, pa na svet, pa razmišljaj, kako je vse fajn in bojo stvari tekle. Jaz sem imela skozi en krč v sebi, ker se mi je zdel prevelik razkorak od tega, kjer jaz sem, pa do tega, kjer je enim ljudem pa kar dano sam pomisliti, kako je vse fajn. In verjetno mi dve ne bi bile prijateljice, če bi se spoznale, ne vem, 10-20 let nazaj, ker bi mi šla skozi na živce, ker bi rekla, kako je lahko skozi tako pozitivna. Čeprav zanimivo, zdaj, ker razmišljam, tudi jaz sem navzven delovala skozi pozitivno, ampak vse noč sem se pa zelo borila s tem, kako obrniti vse te stvari, ki me bolijo, ki mene načenjajo v nekaj lahkotnega. In če se nekdo, ne vem, 10, 20, 30 let svojega življenja bori in potem prije na eno delavnico in tam sliši, ja, lahkotno poglej na svet, nasmej se, verjam v ne vem kaj vse, in ti bo laže. To je res en velik krč noter. In včasih rabimo najprej tudi ali neko ozadje ali nekaj prej slišati ali pa vzdraviti ene dele sebe, zato da imamo tudi podlago, da lahko začnemo razmišljati in živeti bolj pozitivno. In jaz sem tako hvaležna, da sem bila na tvojih sešnih psihoterapije, ker tudi ti si pol videla, da pri meni ni življenje samo v celofan zavito, ampak definitivno sva šle skozi določena obdobja in dobila sem res ogromno in zato tudi sprejela neke res pomembne odločitve v mojem življenju zaradi tega. Tako da ne, definitivno tudi Louise Hay ni nagovarjala k temu, da je vse v rožicah in vse srčki in tako, čeprav imajo v logu to srce. Ampak vse ne. Predvsem, kdaj sem se jaz tega najbolj zavedla? Ko je razlagala o afirmacijah, ko so nas učili, kaj je afirmacija. Afirmacija definitivno ni samo pozitiven stavek. Afirmacija je vsaka beseda, ki jo mi izgovorimo, oziroma vsaka misel, ki jo mi damo potem ven iz usta. In takrat, in šele s tem se pol ti začneš res zavedati, kaj govoriš. In če so to čez cel dan dosti negativni stavki, potem je
prvi korak samo ozaveščanje, slišim se, okej. A ne, recimo ona si je želela, da bi iz slovarja vrgli besedico moral bi, oziroma morala bi. Zato, ker je to nekako malo uničevalna beseda, ki nam hoče povedati, da smo neki narobe, bili v preteklosti ali pa v prihodnosti. A ne? In ko začneš na ta način to gledati, da je sam prvi korak pomemben to, da se začneš opazovati, poslušati, a ne? Ali pa da si dovoliš priti na, Da si prijazen do sebe, ne? tako, pa da si dovoliš iti v globine, tako kot ti delaš, a ne, s psihoterapijo. Kad to začneš, kad greš po teh korakih, potem boš prišel tudi do tega, da boš pol veliko več videl bolj pozitivno kot ne. Ampak ne vse, sigurno. Pa predvsem to, no, kot sem rekla na začetku, da ti slišiš, kje stavke si govoriš. In če je to 80% tvojega dneva sestavljeno iz strahu, iz jeze, iz žalosti, iz vseh teh čustev, potem je čas, da nekaj narediš. Tako da definitivno pa ni namen niti coachinga Heal Your Life, niti nobenega od teh programov, da bi mislili, da je življenje vse samo rainbow, Maurica, ne? Ampak je to, da mi ozavestimo, da se slišimo, da začnemo res se vse pobračati noter, ker imamo vse odgovore vse. To je dejstvo. Čeprav, Petra, meni tvoje življenje je ena čarovnija, ker navdihuješ iz tem, kar ti dejansko si in kar živiš. En tak lep primer mi je bil, ko si mi enkrat razlagala o svojem sinu in o tem, da so mu ukradli kolo. Kako se je Petra tega lotila doma reševati? Okej, eno je poklicati policijo, drugo pa je, da je Petra začela reševati odnose oziroma kakšen odnos ima vsak do sebe, glede te situacije. Zdaj ste nočem preveč izpostaviti, ker se niso dogovorile. Jaz to rada naredim način. Tako da, ne vem, vse mogoče, če sam ti podeliš, kako ste rešili to situacijo? Bom. Evo, malo še ozadja za naše gledalce in gledalke. To se pravi, doma smo imeli eno dost vredno kolo od mojega sina in ta kolo je bil odtujen iz naše lupe. In on je pa rekel, ja, mami, nič klicati policije, se itak ga ne bojo rabili, pa tako, ne. Medtem, ko moj mož je rekel, kar raj parjav, kaj pa če se pol najde, ga ne bomo mogli nazaj dobiti, ne. V glavnem, in jaz res pokličem policijo, so bili zelo prijazni, parjavimo to odtujitev. In potem jaz začnem razmišljati, ne, dokler nismo dobili klica, sem jaz začela razmišljati, tako, kot nas je Louise Hay učila tudi skozi svoje knjige. Je rekla, če ti kradejo v življenju, malo pomisli, kje ti kradeš v življenju. Pa ne gre toliko za samo fizično odtujitev, ampak tudi mogoče kakšne ideje ali pa kakšne take stvari, pa tudi Valu sem to rekla, ne, mojemu sinu. Sem rekla, malo pomislila, ne, če tudi kje v življenju pri tebi tako, no. In istočasno sem pa skozi rekla, ta kolo bo prišel nazaj, ker sem celo življenje učila otroke in sebe nekega poštenega življenja in vem, da če sem živela po takih načelih, da se bo tudi to nam zgodilo. In res, čez 2 dni me kličejo iz policijske postaje, da sta en čudovit par, ki sta doma tam malo naprej od nas, našla za bistrico ta kolo vržen v neko grmovje. In midva z Valom sva šla tja, Val je bil presrečen, jaz tudi, in oba sva bila tudi vesela, da je vesolje pokazalo, da midva ne krademo. Ampak mi je bilo všeč, da je Val slišal to zgodbo vzadaj in da se je tudi on malo mogoče zamislil pri teh stvarih, a ne. In vedno tudi otrokom govorim, ni bližnjic v življenju, a ne. To se mi zdi, ker ni vse lepo, tako, ampak da se znaš tudi v težkih situacijah v bistvu obrniti vase pa reči, okej, kaj je moj prispevek k temu. Tako. Ne sam se kregati ali pa joj, zdaj mi pa ne gre po planu, a ne sam, kadar je ljubezen, je fajn, pa se razumemo, ko gre pa nekaj narobe, smo pa jezni, pa zakaj zdaj to. Ampak ne, tudi to, ko gre narobe, je v bistvu na nek način prav. A lahko to tako res uporabimo. Tle me ti tega vsakič znova učiš, no, si mi taka vzornica. Tudi poskušam, da kadarkoli se nam doma kaj zgodi, tazga ne zdaj, da smo čisto razgaljeni, ampak velikrat svoje primere uporabljam, tudi jaz jih delim na videih in tako, ker
Lih zato hočem pokazati, da ni vse samo obrnjeno v to pozitivno smer, ampak je predvsem pa pomembno, kako na stvar pogledamo in kaj bomo z tega potegnili, ne? Kakšno izkušnjo, kakšno učenje in tako je. Ampak eno je to vedeti v teoriji, drugo je pa to prenesti dejansko tudi v življenje. Točno to. In hvala, Petra, da si pomagala danes v življenje ponesti ta portal in naš prvi pogovor s strokovnjakinjo. Drugače pa vsi, ki vam je bila Petra danes všeč, ne samo, da ste vabljeni maja na njeno delavnico ali pa na njene individualne ure, ampak boste imeli možnost jo vsak mesec spremljati na našem portalu, ker bo vsak mesec imela 1 uro ljubečega coachinga za vse nas, tudi jaz bom zraven, ker se z veseljem učim od nje. Tako da dobrodošli na vse njene ure, mi pa se vidimo naslednji mesec z naslednjim strokovnjakom.